Pozdravljeni. Danes je na vrsto prišla tudi analiza McLarena MC40, verjetno enega izmed najbolj pričakovanih bolidov prihajajoče sezone 2026. Na samem začetku je treba, kot ponavadi, poudariti nekaj malenkosti. Prvič, uradna predstavitev McLarena MCL40 bo šele 9. februarja. A na skupinskem shakedownu v Barceloni so seveda prisotni s svojim novim bolidom, ampak prav v posebni, skorajda črni barvni shemi. Kljub vsemu imamo dovolj dobrih, kvalitetnih posnetkov, da lahko pripravim tisto prvo analizo bolida MCL40 in imeli bomo kar nekaj zanimivih točk za videti. Z barvno shemo se seveda ne bomo ukvarjali preveč, le neko malenkost bom poudaril, kajti tista prava grafična podoba nas še čaka in verjetno se vsi skupaj strinjamo, da bo McLaren MCL40 v resnici papaja oranžen. A to so seveda zadeve, ki so vsakomur izmed nas jasne. A verjamem, da vse navdušence Formule 1 zanima, kako izgleda nov McLaren, kajti v zadnjih 2 sezonah so bili prav pri ekipi z Wokinga prvaki med konstruktorji. Lani je pa to postal tudi njihov voznik Lando Norris, ki letos ponosno nosi številko 1. Kot običajno se bo analiza pričela pri sprednjem delu in počasi se bomo pomikali proti zadku, kjer se bomo ustavili pri vseh tistih zanimivih točkah in skušali dobiti neko primerjavo med McLarenom in ostalimi tega trenutka že predstavljenimi bolidi. In začenjamo seveda kot ponavadi s samim nosnim konusom ter njegovo konico. V primerjavi z nekaterimi bolidi, kot je Mercedes W17, ima McLaren zašiljen nosni konus, na prvi pogled bi lahko dejali tudi zelo dodelan. A zanimiva točka je njegova konica. Tu bi lahko dejali, da dobivamo občutek, kot da je nekako zavihana še malček bolj navzdol, glede na tisto, kar kaže tisti osnovni profil. Že tako ali drugače bi lahko dejali, da je nosni konus McLarena MCL40 ustavljen sorazmeroma nizko v primerjavi na primer s Ferrarijem. Ampak če se sedaj malce koncentriramo na konico, bi lahko dejali, da ta kaže še malce bolj navzdol. In če mi je dovoljeno, McLaren MCL40 v profilu bi lahko morda spominjal na neke vrste mravljičarja, ampak tu v nobenem primeru mislim biti želil. Ta občutek se vsaj po mojem še poveča s tem, da sta oba nosilca prednjega aerodinamičnega stabilizatorja postavljena nekoliko bolj zadaj in v resnici konica sega pred prednji aerodinamični stabilizator podobno kot Haas z svojim VF pomišljaj 26. A tu rahla sprememba med analizo bolida ekipe McLaren in vsemi ostalimi sedaj videnimi na progi v Barceloni. Tokrat bomo malce več pozornosti posvetili rešitvam na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. No ja, vsaj nekaterim podrobnostim, kajti ta element izgleda pri McLarenu bistveno bolj dodelan,
isto, kar smo videli pri konkurenci. In če pri ostalih se nismo preveč obirali okrog oblike glavnega ter možnih profilov, bi vas tu najprej rad usmeril na tisto špranjo, ki je lepo razvidna med možnimi profili in seveda končno ploščo. Tu se bo seveda na progi pojavil tako imenovani pojav outwash, kjer bo zračni tok iz samega območja znotraj prednjega aerodinamičnega stabilizatorja lepo odšel tja okrog kolesa, se zvrtinčil in ustvaril praktično okolje, kjer ne bo možno generirati toliko zračnega upora. In to je zanimivo posebej v letošnji sezoni, ko imajo bolidi čisto drugačen koncept, kjer ni tako važno imeti aerodinamični oprijem, kot je bistveno imeti majhen zračni upor in visoke končne hitrosti. Če sedaj pogledamo malce od bliže tisto končno ploščo, bomo videli, da je izjemno nagnjena, dodelana in za razliko od ostalih velikih ekip, vidimo pri McLarenu izjemno izrazit horizontalni element tam zgoraj. Seveda, tudi v prejšnjih analizah ste lahko zasledili, da sem sam nekoliko dvomil, da pri Ferrariju, McLarenu, Red Bullu ne bodo uporabili tega elementa, ampak pri McLarenu kot potencialno izjemno močni ekipi vidimo, da so že takoj pokazali, da bodo imeli tudi to, kar smo videli pri mnogih drugih, recimo temu slabših ekip. A kar se tiče prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, je to dovolj. Sedaj prihajamo do ene izmed najbolj zanimivih točk prednje preme. Tudi tu bi lahko dejali, kot pri ostalih velikih ekipah, so uporabili pri McLarenu isto geometrijo pushrod, ampak za razliko od vseh ostalih je tu treba našo pozornost usmeriti k zadnji vpetni točki zgornjega trikotnika. Če primerjamo to naprimer z Red Bullom, Ferrarijem ali pa Mercedesom, bomo videli, da je pri McLarenu ta postavljena bistveno nižje, kar pomeni, da Rob Marshall je zopet začel s svojimi ekstremnimi filozofijami, kar se tiče prednje preme, in mnogokrat je imel prav. Rob Marshall, za tiste, ki ga ne poznate po imenu, je inženir, ki si je pri ekipi Renault izmislil mass damper. A pojdimo naprej. Poleg te ekstremne prednje preme lahko vidimo, da McLaren MC-L40 ima kar nekaj podobnosti z Mercedesom 217. Vsaj, kar se tiče tiste zgornje hladilne reže, ki je ovalne oblike, razdeljena na 3 pekate, torej srednji trikotnik in 2 krepki ličnici. In tako na prvi pogled bi lahko dejali identična oni, ki jo vidimo pri Mercedesu, kar ni nič čudnega, glede na to, da uporabljate obe ekipi pogonske sklope Mercedes, in po drugi strani bi lahko dejali, da pri McLarenu so tudi izbrali podobno obliko bočnih hladilnih rež. In tu bi zopet lahko dejali, da podobna postavitev celotnega pogonskega sklopa in perifernih modulov zahteva tudi tisto količino svežega zraka, ki pride po podobnih poteh. A če smo dejali, da zgornja in obe bočni hladilni reži spominjata na Mercedes, bi z gotovostjo lahko trdili, da bočne strukture ter pokrov pogonskega sklopa še zdaleč.
Če se za trenutek sedaj obrnemo k bočnim strukturam, bomo takoj opazili, da se te spuščajo izjemno strmo in da pravzaprav so krajše od onega, kar bi lahko dejali, za tiste, ki smo jih videli pri Mercedesu. Za razliko od Mercedesa, vidimo tu obilni del tam prav nad motorjem z notranjim izgorevanjem v območju tako imenovane bazuke in seveda tisti zgornji vstopnik, tisti zgornji del pokrova pogonskega sklopa je primerljiv, čeprav na prvi pogled nekoliko krajši. In to bi lahko poudarili, to bistveno razliko med Mercedesom in McLarenom v srednjem oziroma zadnjem delu bolida. Tudi pri McLarenu je seveda prisotna tako imenovana hrbtna plavut. A tu bi rad se ustavil za trenutek pri barvni shemi, kjer vidimo na črni podlagi tisto srebrno progo, ki je v resnici zavajajoči element, kajti mnogi navdušenci niso videli stopničastega vrha plavuti, podobno kot smo to opazili pri Ferrariju, prav zaradi tega, ker so pri McLarenu uporabljali neke vrste genetsko barvno shemo. Če primerjamo na primer Mercedes in McLaren v celotnem tem srednjem zadnjem delu, bomo videli zopet drugačen koncept pri ekipi iz Wokinga. Dejal sem že, da pri Mercedesu so se trudili vse elemente postaviti proti prednjemu delu. Pri McLarenu vidimo še krajši bočni strukturi, ampak v centralnem delu kar obilno obliko tam okrog še prej omenjene bazu. Na zadnji premi vidimo tudi tu push-rod, kar seveda ni nič kaj takega in nič presenetljivega. Presenetljivo pa je nekaj drugega. Pri mnogih ekipah, kot so Ferrari, Mercedes, tudi Red Bull, smo videli tam na samem dnu bolida v območju difuzorja dokaj obsežno špranjo. Pri McLarenu zaenkrat kaj takega nismo zapazili. Morda v nadaljevanju se bo tudi tu pojavila odprtina, ampak po materialu, ki ga imamo na voljo, zaenkrat tega res ne moremo trditi. In konec koncev ne smemo pozabiti še na neko zanimivost. McLaren ima seveda rek kot vsi ostali, ampak gre za mojo oceno, ki je nekako pridobljena na podlagi fotografij, ki med seboj niso še popolnoma primerljive. Na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju videti kakšnih posebnosti in lahko bi dejali, da McLaren MC-L40 nam je skoraj na vsakem delu svojega bolida pokazal nekaj zanimivega. Prvič, treba je povedati, da bolid kot tak izgleda izjemno dodelan v vsakem elementu celotnega bolida. Tudi kot sem omenil, prednji aerodinamični stabilizator je verjetno fazo ali dve pred nekaterimi drugimi ekipami, ki imajo izjemno enostavne rešitve. In videli smo od konice nosnega konusa do prednje preme in seveda bočnih struktur ter pokrova pogonskega sklopa same zanimivosti, ki verjetno kažejo na to, da je McLaren MC-L40 eden izmed tistih projektov, katere bomo morali še posebno spremljati. A zaenkrat iz materiala, ki nam je na voljo, okrog McLarena MC-L40 bo seveda vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.